O vetrnih elektrarnah ste danes govorili, niste nekako odločali danes, ali vetrne ja ali ne. Zakaj pa je bilo pomembno, da ste jih dali na dnevni red? Ja, predvsem zato, da se občinski svet seznani, torej kako postopki tečejo, ker sklep je bil podpisan pred letom dni, občinski svet se je zamenjal se tudi župan in prav je, da občinski svet se s tem seznani, sploh za vsebino odločbe, ki pač določa, da se mora za ta projekt začeti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Jaz sem pričakoval od odborov, da se bodo do tega opredelili. Zelo jasno se je do tega opredelil odbor za komunalno infrastrukturo, ki temu ni naklonjen, seveda ostali odbori, torej odbor za družbene dejavnosti, odbor za podeželje in kmetijstvo in pa komisija za varstvo potrošnikov so pa rekli, da bodo počakali na mnenje tega postopka in potem se bodo temu odločili. Torej se na občinski svet ta tema še vrača zagotovo? Ja, zagotovo se bo seveda, saj postopki bodo zdaj tekli, torej ta postopek je zahteven in dejansko zahteva tudi vključevanje lokalne skupnosti, občine in pa seveda tudi zainteresirane javnosti. Mi bomo vztrajali, da bomo primarno zagovarjali interese občanov, skrbeli za njihovo zdravje, vse ostalo bo moralo biti temu podrejeno. Na kak način boste ugotavljali voljo občanov? Ja, zdaj v tej fazi ne, mi bomo spremljali postopek, torej kako bo se posamezna ministrstva in pa komisije oziroma agencije do tega opredeljevale, to bomo seznanjeni in se bomo tega po potrebi potem tudi odločili. Mi ne želimo zdaj burkati, te zadeve, ne. Je pa res, da mi smo občinski svet in mi smo dolžni skrbeti za to, da bodo občani lahko varno tukaj živeli, da ne bo pomembno okrnjena narava in pa seveda vse ostale stvari, ki jih takšen poseg v prostor tudi povzroči. Mogoče v kotlovnici, tudi ena taka naložba, se že dlje časa o njej govori, nekaj se že je dogajalo, približno pol milijona evrov pa naj bi investirali zdaj. Ja, kotlovnica je sedaj, bo treba to narediti, zato ker se bo dosedanji dobavitelj energije, to je podjetje iz cone Konos, odločilo, da bo prenehal to proizvajati in mi moramo zagotoviti primarno dovolj energije za ogrevanje. Tudi glede na zakonodajo, ki določa, da je treba 50% energije zagotoviti iz obnovljivih virov, smo se odločili, da gremo v kotlovnico na pelete in s tem bomo nekje te zakonske določbe tudi zagotovili. Seveda kurilo se bo to kombinirano, torej delno s plinom, delno z, tem za pelete. Mi pričakujemo, da bomo tudi nekje polovico denarja, ki ga za to potrebujemo, dobili iz strani Ministrstva za okolje. Druga polovica občina ali stanovanjska? Drugo polovico bo zagotovilo stanovanjsko podjetje, verjetno z kreditom. Če bo potreba, bo tu pristopila zraven tudi občina. Mi bomo nekako do konca naslednjega leta, verjamem, da to investicijo tudi končali. Participativni proračun, zdaj 2 te delavnice ste že imeli, ena še je, zaenkrat odziv ljudi mogoče ni tak, kot bi si ga želeli, je pa stvar zagotovo dobra, ne? No, poglejte, treba je razmišljati naprej, torej mi želimo odločanje v lokalni skupnosti približati občanom, to je pač njihova pravica in širitev demokracije je vedno dobra. Zdaj odziv je seveda pač mogoče malo manjši, jaz verjamem, da v postopku, ko bodo dajali pobude večji, to je seveda tudi vloga krajevnih skupnosti, je pa to, veste, ena stvar, torej mi namenjamo 1% občinskega proračuna, torej to so mali zneski, relativno, so pa pomembni, torej občani imajo težave, ki bo jih na ta način lahko artikulirali in seveda tudi rešili. Do sredine julija nekako zbirate te pobude, na kak način pa se to odločalo, katere bojo šle skozi? Prvo bo to neko sito, mi smo imenovali komisijo, ki bo to prvo pogledala, torej ali je to v skladu z, z občinsko zakonodajo oziroma smernicami, tudi kako posegajo na vlogo in pa pomen dela krajevnih skupnosti in potem, ko se bo to naredil en nabor
teh predlogov in potem se bo pač na nek način to glasovalo in tisti, ki bodo dobili največ glasov, bodo tudi realizirani. Seveda bo pa postopek trajal 3 leta, torej mi delamo sedaj to za 3 leta, praktično za mandat župana, ker mislimo, da vsako leto to zadevo burkati je neracionalno. Torej, naredili bomo dejansko pregled. V končni fazi, če ne bomo vsega naredili, bo pa to tudi osnova za novega župana ali pa novi občinski svet, da to zadevo nadaljuje. Kdo je v tej komisiji oziroma kdo jo vodi, mogoče koliko ljudi? V tej komisiji so dr. Štromajer, dr. Štromajer, potem je gospod Ivan Furman in zdi se mi, da Dejan Vrhovšek. In pa seveda tudi naša občinska uprava, ki bo šli to skozi, ampak oni ne bojo odločili, oni bojo samo, bom rekel, na nek način izločili tiste, ki so mogoče v drugih planih ali pa presegajo neko vrednost, ker mi smo se odločili, da vsaka posamezna investicija ali pa pobuda je lahko največ do višine 30 000 evrov. Znani so letošnji občinski nagrajenci za vse 3 grbe, če se ne motim, ste bili predlagatelj, mogoče stavek 2 o teh nagrajencih. Ne, da sem jaz bil predlagatelj, mi smo to skupaj, tudi z ostalimi odločevalci v lokalnem okolju se dogovorili. Poglejte, jaz sem naklonjen, in če gledate, vsi ti nagrajenci letošnji so pomembno vplivali k humanitarnosti in pa prostovoljstvu. Torej, je prav, da v letošnjem letu damo temu poudarek, torej gospa Marija Opravs je pomembno oblikovala tukaj življenje in pa seveda tudi ZŠAM, 60 let ima, PGD Tepanje. To so lepi jubileji in mislim, da je temu prav tako. Ni pa to zdaj bila moja, jaz sem pač tisti, ki pač to podpišem predlog. Drugače pa to skupaj usklajeno bilo. Torej videli ste, da je prišlo tudi predlogov, ni prišlo več, torej ni bilo tako kot v preteklosti, zato je pomembno, da se lokalna politika prej dogovori, kako in kdo, ne potem, da prihajajo ljudje v malo neprijetne situacije, ko jih je več predlaganih in potem se pač tehta politično dobo počneš. Okay. Pa še kulture, če se malo dotaknemo. Ministra ste imeli pred časom na obisku tudi, predvsem Žički Kartuziji, nekako računate na njegovo pomoč? Ja, gledajte, ne na njegovo pomoč. Mi se moramo zavedati, da je to odgovornost ne samo lokalne skupnosti, ampak tudi države. Kartuzija je spomenik državnega pomena in vložki, ki so not potrebni, jih lokalna skupnost občine Konjice pač preprosto ne zmore. To je takšen dragulj v kulturni dediščini države, da bo treba temu dejansko pristopiti. Mi ugotavljamo, da je stanje cerkve se slabša in to pomembno slabša in je treba ukrepati. Mi smo ministrstvo na to opozorili, tudi ministra tukaj na obisku. Dali smo mu tudi rešitve, ki jih je Zavod za kulturno dediščino Celje predvidel za to sanacijo. Je približno 1,5 milijona evrov potrebnih, da bomo to samo stabilizirali in upam, da se bomo pogovarjali naprej. Minister je prisluhnil in obljubil, bom rekel, pomoč oziroma in sodelovanje ministrstva. Je pa tudi to, da bo tudi občina morala en del sredstev za ta namen zagotoviti. Ste pa tudi 2 muzeja obiskali pred kratkim z nekim namenom, verjetno, ne? Ja, resnično. Torej, bil sem v muzeju v Mariboru in v Celju, kjer je precej kulturne dediščine iz našega okolja deponirani in smo se pogovarjali v tej smeri, da bi del tega poskušali prenesti zopet v naše okolje, ker bi bilo nekje možno, da ga tudi lokalno okolje spozna ponovno. To so predvsem iz Žičke Kartuzije, ali pa tudi vse ostalo in smo se dogovorili, torej, da bodo naredili pregled vsega, kar imajo predvsem v Celju v depoji iz tega okolja in potem se bomo pogovarjali naprej. Torej, moja želja je, da v nekem razumnem času zagotovimo en prostor v Konjicah, kjer bomo lahko to kulturno dediščino Konjice v takšni ali drugačni obliki zopet predstavili Konjice in pa seveda tudi obiskovalcem, ki v Konjice prihajajo. Če prav razumem, so to take stvari, ki se jih tudi tam ne da videti, ne? Ja, to so stvari, ki so shranjene v depojih, ki niso del stavnih razstav.
Obstaja tudi praksa, da se lahko to umesti ali posodi ali kakorkoli v neko to okolje. Imamo dober primer to v Zrečah oziroma na Rogli, kjer je to sodelovanje z Pokrajinskim muzejem Maribor zelo dobro in tudi tu bo temu tako. Seveda bomo pa tudi želeli, da bi mogoče tisto, kar je možno, tudi naredili dvojnike oziroma kopije in nekje javno razstavili v našem okolju.